Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabiva, da se nama pridružite na pohodniški poti od Svete Katarine, ki se dviga v bistvu nad Novo Gorico, domačinom pa bolj poznana kot Kekec. Pot bova nadaljevala v smeri Svete Gore, ki bo najina vmesna postaja na poti proti končnemu cilju na Vodicah, ki se nahajajo na nadmorski višini 651 metrov nadmorske višine. No, a so prav? Ja, post po bojiščih Soške fronte. Greva proti Prevalju. Odlično. Ja. Po 2,5 km, pa po 35 minutah hoje prideva kam? Ideva na razcep na Prevalj. Gremo levo za Sveto Goro. Ok. Ja. No, Lara, ti si tukaj domačinka. Povej, kaj vidiva tle spodaj dol. Tu pred nami so trije znameniti Solkanski mostovi. Prvi z najstarejšim obokom, kjer gre železniška proga. Ne samo najstarejšim, tudi najdaljšim. Najdaljšim. Tako. Naprej je Solkanski most, ki povezuje Brda. V redu. Pa še ta zadnji dol je Zadnja je pa Brv, ki je na novo kolesarska. Tako. Tako. Pod nami je Solkan, Nova Gorica in lepo se vidi tudi Gorica. Tukaj moramo iti par 100 metrov po cesti, preden gremo lahko spet tam nekaj gor na gozdno pot. Ej, lokalna vodička, a gremo prav? Ja. Prva postaja Križevega posta, levo. Se pravi, Sveta Gora, 10:00. Glede na to, da je velikonočni ponedeljek, imamo mi da tudi, kako? Romanje na Sveto Goro, pa pol malo naprej. Tako. Desno so roblje, treba pogledati. No, pa prva pogledati. Rove. Ja. In kakšni rovi so to? Rovi Soške fronte. Rovi Soške fronte, ja. Bo treba lučko? Pa bo šlo brez? Nekaj časa te da, pol pa ne. Čakaj, vmes se na baterijo pražgal. Kapec. No, pa si pogledava še rove iz Soške fronte. Razcepi. Kaj te zdaj strah? Jaz sem se bevod. Znači voda vrlih. Sem dol, prejšnja, no. Ideš na dno? Dajva pogledat. Kam se pride? Zanimivo. Čakaj, dejdi. Kaj, prižgi si baterijo. Ej, tamle gor že vidim lučko. Svetlobo. Tle je pa velika tale soba. Tvoja luč nič ne sveti. Vse so od zunaj zdaj leže. Evo, pa so iz rova. Kje si? A si se izgubila? A si prišla iz rova? Si? Odlično.
pot po bojiščih Soške fronte. To so te rovi, iz katerega so glihkar prišla. Še pogled na Sabotin, link do videa, kjer so bila na Sabotinu, vam pa prepnem tukaj gor. Ej, Domorodka, je še daleč? Daleč, daleč. O, razcep. Opcija. Strma, Sveta Gora, položna, Sveta Gora. Položna Sveta Gora. Položna. Opcija za tiste malo bolj pogumne, Hrata za Sveto Goro. Kaj imamo tukaj? Mountain bike proba. MTB MTB, pa Hrata. pa ferata odnak. Tako. Lej. Kaj pa je tole? Na 7 km pa pol pridemo na cesto. Se pravi, ura pa 55 hoje. So pa, a so že pri vrhu? Ja, pred So, a ne? nami prilika na Sveti Gori. No, tale je pa začetek trail steze na Sveti Gori. Seveda, kolesarski MTB. Dobrodošli na Sveti Gori. Za pot do sem so potrebovali 2 uri, pa 2 minuti. Prehodila so pa 7 km pa 860 metrov. Cerkvica na Sveti Gori. Lara, ti kot domačinka sigurno veš, kaj so to za one gore v ozadju. Ja, iz Svete Gore je čudovit pogled na Kanin, Matajur, Prestreljenik, Marino Celje, Rombon, Krasji vrh, Kolovrat, Krn, vrh nad Peski, na Rdeči rob, na Mrzli vrh, Tolminski Migovc, na naš očak Triglav, Vogel, na Kobiljo glavo, Sveti Lovrenc in na desnem Rodici. A sem prej jaz rekel, da je tole cerkvica? Bazilika. Svetogorska bazilika. Kaj si našla? Urškina pot iz Grgarja na Sveto Goro in nazaj v Grgar. Mene bolj zanima tole. Ja, potok Slatna tudi. Po potih. Lara, kaj greva zdaj pogledati? Zdaj pa greva do Frančiškovega hriba. Greva pogledati to ven? Ja. Tako. No pa pojva. Da se pa vidi morje. Vidi se morje, ja? Ja, fajn.
Lara, poveš, kje so zdaj? Zdaj so pa na Frančiškovem hribu, pri spomeniku svetega Frančiška. Ok. In kje je ta hrib? Ta hrib je 10 minut od bazilike na Sveti gori. No, tako. Lara, nam poveš, kaj vidimo tukaj? Vidimo Banjško planoto. To je tale hrib tukaj, a ne? Ja. Ok. Pol imava tole vasico od spodaj, ki je, Gargar. tole ne bi bil Gargar. Kaj pa je tista vasica, tale tukaj zadaj noter? Tista je pa Gorenjeva. Gorjene vas. Se pravi pa tole, ta planota tukaj dol, Tu je pa Trnovska planota. Trnovska planota. Zapuščava Sveto goro in greva proti najmemu drugemu cilju, ki je vrh Vodice. No, pa pojdiva. Pa pojdi. Prosi sekar. Greva proti vrhu Vodic, ki se nahaja tukaj gor, zadaj. No, tlele imamo razcep. Kam pa gremo mi do zdajle? Zdajle gor na Vodice. Na Vodice? A imamo kaj tablice? Ja, Tablica? smo skrita malo. Malo je skrita, ja. Ena je skrita. Tako. Ena je pa tlesene dreveto, tu bi malo venetepano do. Vodice. Tale je že fajn načeto, je že ljubje zarasu. Pozor, medvedka. Sam res. Poglej v medvedko. No, tlele pa spet levo. Mavzolej. Vodice mavzolej. Dobrodošli na vrhu Vodice. Pa še kratek povzetek. Za to pot so potrebovala 12 km pa 700 metrov. To pot so pa opravila v 3 urah pa 50 minutah. Vmes so naredila en kratek postanek za sendvič pa kavo, tako da lahko to odštejemo. Se pravi 3 ure 40 hoje pa 691 metrov višincev. Ta vrh Vodice ima tudi eno drugo ime. Lara, nam zaupaš katero? Po nekaterih zapisih so mu rekli in se mu reče tudi Sveti Jakob. Kaj pa je tole pred nama, tale zgradba? To pa je mavzolej generala Gonzage. Greva še v smeri severozahoda, kjer se nahaja spomenik pri Orlih, spomenik posvečen italijanskim alpinom. Dobro, pojdiva. Ko prava, da je tole muzej na prostem Vodice.
Tako, pa sva spet tam, kjer sva zjutraj začela, na izhodišču in končni točki na Kekcu, da narediva kratek povzetek današnjega dne, pa nam bo Lara kar povedala, koliko časa pa koliko kilometrov in tako naprej sva rabila. Kar izvoli. Hodila sva točno 6 ur, naredila sva 20 km in 570 metrov in naredila 801 višinca. No, tako, teh 6 ur je skupnih, tukaj noč so si prvošila tudi se pravi sendvič, pa kavico, pa malo so poslikala, malo so posnela. Tako da, to je to za danes. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte. Za še več podobnih vsebin se pa naročite na najin kanal Slovenija v objemu narave.